Lepo pozdravljeni. Kako pomembno je za manjše slovenske založbe povezovanje v domačem in mednarodnem okolju? Kako so za njihov razvoj pomembni evropski projekti? Kje je pri sodelovanju v evropskih projektih Slovenija? Kaj to pomeni za slovenske avtorje in kdo sploh so veliki slovenski avtorji? O vsem tem in marsičem se bom pogovarjala z Jano Bauer, založnico in urednico na založbi Sodobnost in glavno urednico revije Sodobnost, ter priljubljeno otroško in mladinsko pisateljico, ki je za svoje dela prejela številna priznanja in nominacije. Nazadnje je za svoje široko in inovativno delovanje postala osebnost založništva leta 2021. Z mano je tudi Mateja Lazar, direktorica Motovile in vodja CED Slovenije, ki je informacijska točka za projekte Ustvarjalne Evrope, kjer informirajo, svetujejo, izobražujejo, podpirajo, krepijo zmogljivosti in internacionalizacijo v kulturi. In še ena Mateja je z nami, in sicer Mateja Sužnik, po izobrazbi slovenistka in komparativistka, nekdanja profesorica, zdaj pa urednica na založbi Zala, pisateljica, pesnica in prevajalka z obsežnim opusom in verjetno tista, ki je najbolj zaslužna za številne zlate hruške, ki jih založba vsako leto nabere. Z vami bom moderirala pogovor Barbara Pregl. Najprej uvodno vprašanje za vse. V zadnjem času, še zlasti v okviru velikih mednarodnih dogodkov, kot sta Slovenija častna gostja v Frankfurtu in častna gostja v Bologni, veliko govorimo o internacionalizaciji slovenske kulture in literature. V čem je specifika slovenske kulture in literature in kaj imata povedati Evropi in svetu? Mogoče začnemo kar Mateja Sužnik z vami. Ja, to je kar težko vprašanje, sploh specifika naše kulture. Cel traktat bi se dalo mogoče, čeprav mislim, da smo izjemno dobri, da imamo ogromno zelo dobrih avtorjev. Zdaj, ker se ukvarjam veliko z otroško literaturo, mladinsko, seveda so tudi naši ilustratorji verjetno v vrhu svetovne ilustracije, bi si upala trditi. Potem ob meni ima pisateljica, se ima že precej prevodov, kar poznam. Zdaj po imenih kar malo nerada, no, ampak mogoče koga, če omenim, naj bo to Ida Mlakar, naj bo Maša Ugrizek. Potem sem pravzaprav nazadnje, kot jaz sama, vi verjetno že le poznate, odkrila recimo Ano Dušo. Ana Duša se mi zdi imenitna, pa se jih je cela vrsta, drugi, ki so že tako ali tako znani, poznamo vsi. Jaz mislim, da imamo ogromno res neverjetno, ne samo ustvarjalnih ljudi, ampak tudi njihovi izdelki, njihovi rezultati so lahko primerljivi z največjimi biseri v svetu. Je pa vedno, seveda zdaj ilustrator lažje mogoče vstopi, ne mogoče, zagotovo lažje vstopi v nek svetovni prostor, je le mednarodni jezik, njegova ilustracija. Slovenščina pa pač vedno rabi prevajalca, kot vsak jezik, ampak je pa dokaj specifičen, dokaj ne maram besede tisto majhen pravzaprav. Nismo majhni po vsem svojem ustvarjanju, po vsej svoji kulturi, po vsem svojem bogastvu, ampak verjetno pa težje najdemo v svetu ljudi, ki bi bili res skozi prenašanju, torej naše besede preko naših meja, no. Tako da mislim, da tukaj je ogromno prostora, naj bo za mlajše, naj bo za klasike ali pa mogoče še kakšne bisere iz zelo tradicionalne literature še vedno, ne. Bi mogoče samo to rekla, da mi je malo žal, ker pravzaprav ogromno tega zelo temelji na entuziastih, na posameznikih. Da mi, najlepša hvala, Jana,
da mi spravimo res te naše male zaklade in velike zaklade do nekoga, da bo to slišal, da bo opazil, da bo videl. Se mi zdi, da je na ramenih, mislim, ljudi kot ste vi tukaj, Jana, Mateja, pač kot predstavnica centra Motovile, Barbara in podobnih, mislim, da je največja teža je na res tistih navdušencih, no. Potem slonimo na tem 24 ur na dan skoraj in se trudimo. To mi je žal, no, da ni bolj globalne neke organizacije, da bi nam pri tem še drugače pomagala mogoče. Jaz se vsekakor strinjam, da slovenska literatura pravzaprav lahko, ne vem, ponudi Evropi in svetu pač to, kar jim lahko ponudi tudi vsa ostala, kar mi lahko ponudijo tudi vsi ostali narodi, ne. S tem, da je ta naša specifika slovenskega jezika v tem, da je neprepoznaven, tako v Evropi kot v svetu. Ampak to zdaj ni samo naš problem, to je recimo problem tudi latvijščine, litovščine in vseh teh malih narodov, ne. Tako da dejansko je v bistvu na nas, da postanemo nekje prepoznavni. Mislim, da je fino, da se čim bolj odpiramo, da ponudimo več denarja, manj birokracije, recimo pri nekih podporah, ne. To je tisto, s čimer mogoče potem bomo vendarle uspeli tudi nekoga zainteresirati. Tako da ne smemo se omejevati, ne. Vsekakor mislim, da se najbolj neumno je to, da se skušamo nekako v približevanju Frankfurtu omejiti na velike trge, na velik nemški trg in ne vem, ker v bistvu po naših izkušnjah, ne, so te vse knjige, ki smo jih prodali, v bistvu vse pravice, ki smo jih prodali velikim nemškim založbam, imele za sabo, ne vem, 5, 10, 15 prevodov v manjše jezike. Se pravi, mi bomo lahko zainteresirali neko večjo založbo, pa tudi ne vem, na drugih trgih, ne, če bomo lahko ponudili literaturo, ki se že prevaja, ne. Se pravi, če bomo mi podpore nekim drugim manjšim založbam pa manjšim narodom odtegnili in oni ne bojo mogli naših knjig prevajati, potem tudi mi ne bomo imeli teh prevodov, s katerimi bi potem lahko stopili do nekega resnega založnika in bo on pravzaprav sploh vzel to knjigo v branje, ne? Ker tudi mi imamo lahko še take nacionalne podpore, Nemce recimo zanima, ali bo knjiga uspešna na njihovem trgu, ker sem s tem, pač oni imajo, razlika med nami in njimi je, da imamo mi majhen trg, oni pa imajo velik trg in oni funkcionirajo na trgu, ne. In oni, se pravi, urednik mora prepoznati nek potencial prodaje. In se mi zdi, da to je en tak način, da prideš z eno knjigo, ki ima kar nekaj prevodov in potem jo vse preberajo in če jih pritegne in če se jim zdi v redu, jo se odločijo tudi za izdajo lahko, ne. Jaz seveda nisem strokovnjakinja na tem področju, tako da moj komentar mogoče v kontekstu tega programa Evropske unije, Ustvarjalna Evropa, seveda to ni cel svet in ni vse, kar se sproducira na področju kulture in umetnosti na evropski ravni, ampak se mi zdi pa en tak dober ali pa pokazatelj ali pa vzorec za ustvarjanje na splošno in po eni strani, ja, pač Slovenija, slovenska kultura, slovenski jezik je mogoče še se zdi pred večjimi izzivi, ko vstopa na nek globalen trg recimo ali pa prostor kot samo znotraj evropskega prostora, po drugi strani pa se mi zdi, da smo lahko suvereni, to zato, ker pač predstavljamo eno od teh evropskih kultur in zato, ker smo v Evropski uniji, recimo pozitivno je, da saj na evropski ravni mehanizmi, ki omogočajo, da se ta sektor razvija, tudi založniški, a ne so isti, se pravi, mi lahko Slovenija, slovenski založniški sektor si lahko pomaga s temi politikami in orodji, s katerimi se tudi druge, tudi velike članice, tudi Nemčija recimo, ne. In
Druga točka, ki kaže vseeno na to, da smo lahko malo optimistični, je, da Slovenija je v tem programu zelo uspešna in še posebej uspešna prav na področju knjige. Tako da recimo tudi, če pogledamo vse mehanizme, vse razpise, ki obstajajo v okviru Ustvarjalne Evrope, mislim, da področje knjige zauzema približno 10% vseh podprtih projektov in v bistvu predstavlja prvo mesto med različnimi kulturno-umetniškimi sektorji. Tako da založniki, slovenski založniki so res zelo uspešni in seveda to pomeni tudi slovenski avtorji, ne. Mogoče še to, da glede internacionalizacije, če recimo v preteklih obdobjih se je vseeno bolj spodbujalo prevajanje tujih avtorjev v slovenski jezik, je zdaj obratno, se pravi, želi se res spodbuditi tudi prevajanje avtorjev, ki pišejo v manj razširjenih jezikih v te velike jezike. Samo osebno pa verjamem, da se tu strinjamo, pa verjamem, da mora biti zelo živo to prevajanje v obe smeri, tako kot vedno, ne, pri dialogu. Ja, ta dvosmernost se mi zdi tudi meni izredno pomembna. Ves čas govorimo, ne, seveda zdaj ste zelo dobro odprli v bistvu pomen internacionalizacije, mreženja, sodelovanja v mednarodnem prostoru, ne. Ampak če pa ta pogled obrnemo navznoter, in to se mi tudi zdi zelo pomembno, kako pravzaprav je to sodelovanje in povezovanje pomembno tudi za domač prostor. Se Mateja, vi ste že malo na to veliko o tem pravzaprav povedali s temi vašimi iztočnicami, bi še kaj dodali? Mogoče to, da recimo tudi naš center Ustvarjalna Evropa, ne vem, mi oziroma ekipa znotraj zavoda Motovila mislimo, da edino, s čemer lahko uspemo, je, če nekaj delamo skupaj. Tako da to verjamemo res, ne samo tako, kot ste rekli, v smislu mednarodnega sodelovanja, da se morajo slovenske založbe, slovenski akterji na področju kulture povezovati mednarodno, ampak mogoče še bolj tudi na nacionalni ravni. Če smo to prej verjeli zato, ker smo recimo majhni, čeprav seveda tudi mi nočemo kar naprej ponavljati, recimo danski kolega me kar naprej opozarja, da so oni tudi majhni, ne? Tako da v resnici nismo tako majhni, sploh če gledamo tudi produkcijo, ki se ustvari, ampak vseeno, nemogoče je res se soočiti s temi izzivi, ki nas čakajo, recimo, ne vem, zdaj po covidu ali pa tudi digitalizacija, če se ne sodeluje z različnimi akterji, ki so pomembni, da se ustvari nek, ne vem, celostni projekt, ki pokriva različne delce neke te verige. In seveda to tudi Evropska komisija vedno bolj poudarja, tako da recimo, če smo v preteklosti imeli te recimo prevodne projekte, kjer so slovenske založbe bile zelo uspešne in so še vedno bolj v smislu, da res založba zbere zanimive evropske avtorje in jih prevede, kot sem prej rekla, večinoma v slovenščino, se zdaj vse bolj spodbuja, da založniki tudi doma iščejo neke organske partnerje, ki jim bojo pomagali ne samo prevesti, ampak potem to knjigo tudi promovirati in pripeljati do bralca. In to seveda tudi na mednarodni ravni. Vedno bolj se spodbuja to sodelovanje, tako kot ste rekli, na nacionalni ravni in mednarodno. Jana? Ja, jaz se absolutno strinjam, da tudi v bistvu na mednarodni ravni itak, in mislim, da se itak že, da so ravno te evropski razpisi veliko pripomogli k temu, da smo se začeli res povezovati in ugotavljati, da si nismo neka konkurenca, ampak da pravzaprav smo vsi, da je to založništvo tudi drugje po svetu tako velike malih založb in da če si delimo neko delo in se združujemo, da je potem vse skupaj veliko lažje. Mislim, da bi bilo super prenesti tudi v slovensko okolje. Tukaj je tega mogoče malo manj, ne? Ampak se mi zdi, da imamo toliko enih skupnih problemov, od padanja bralne kulture do knjigotrške verige. Skratka, en kup enih stvari, ki jih en posameznik ne more rešiti, ne? Zdaj, če bi se nekako povezali in uspeli sodelovati, mogoče bi bilo bistveno lažje tudi na tem področju. A te, še vi, kakšno?
da ste vse povedali v glavnem. Ja, jaz bi si sodelovanja seveda želela, pravzaprav sem bila ga lani oziroma predlanskem, ko smo začeli prvič in edinokrat s tem projektom, mislim, s projekti v okviru evropskih projektov, da imam to pozitivno izkušnjo sodelovanja, naj bo s Jano, njeno kolegico Katjo, torej z založbe Sodobnost, potem Barbaro in Alešem z založbe Malinc, potem se z vami, jasno, z Motovilo. Tako da se mi zdi, da je prvič zavajal en tak pozitivni veter, ne samo tista konkurenca, joj moj košček kruha, ampak ja, vsi smo nekako na tem krovu, ko si želimo pravzaprav, da bi kaj dobrega naredili, dali z rok in neka pomoč, neka sodelovalnost je tukaj nujna, no. Zelo začutila sem to tudi strani Evropske komisije, so mi prišli nasproti tudi s pomočjo, ne bo tehnična, zelo malo taka spodbudna, no, bi rekla malo, da so me opogumljali, kot ste me sprva tudi vi, češ prijavite se imate kaj tudi v redu. Tako da se mi zdi, da to tudi kaj vem, spodbuja tudi k tem, da se lažje odločiš, da boš nekaj dobrega res skušal narediti. Da je nekaj vredno to, kar počnemo, ne. To se mi zdi, da je sploh v tem času, v neki naglici, kup strahov je, pravzaprav precej je negativne energije, ne. Vse je bolezen, je konec koncev vojna, je kaj vem kaj še vse. In da imaš občutek neke človečnosti, no, nekaj medsebojnih takih lepih dialogov in sodelovanj se mi zdi izjemno pozitivno. Kot da bi tudi knjiga sama pridobila, no. Saj nisem dobila ta občutek, kot da se jo nekaj zdaj držiš še zraven, no. Kot da tudi drugi lahko to občutijo, res. To se mi zdi tako lepo, no. Super, vse to je pa krasno izhodišče potem tudi za naprej, za naše razmišljanje, ne. Namreč sama imam občutek in ta občutek seveda temelji tudi na izkušnjah, ne, da v resnici, da so tudi razpisi torej za evropske projekte spremenili ali pa vnesli novo dinamiko v slovensko literarno polje, ne. Predvsem manjšim založbam so dali gotovo neko možnost razvoja, ki jo mogoče brez teh evropskih projektov v slovenskem prostoru ne bi imeli, ne. In obe, ne, sta že omenili pač projekte, Mateja Sužnik kot Jana Bauer. Seveda sami ste že dolgo časa na trgu, dolgo spremljate slovenski knjižni trg, tukaj ste seveda zelo dejavni, ne. Ali tudi vi delite moje vtise, ne? Se pravi, a se je po vajnem mnenju tudi ta književna krajina kaj spremenila ravno zaradi evropskih projektov? Ja. Če moram biti prva, Ja. Mislim, manj vem verjetno od Jane, ker ima več izkušenj na tem področju, ampak opažam pa, da več založb se mi zdi stremi k temu, da ima vedno boljše knjige, no. Kar mislim, da je tudi en tak prispevek, tudi če nekdo sam mogoče ne sodeluje v teh evropskih projektih, ampak ker se je s tem vedno več je, ni samo produkcija, ampak je produkcija dobrih, kvalitetnih knjig, da pa imamo ljudje nekje v sebi, da nihče noče malo zaostati, ne. Da mogoče celo nekdo, ki je včeraj še delal malo bolj lahkotno, mogoče majčkam bolj na prvo žogo, lahko pa komu krivico delam, se opravičujem mu, pač, da se zdaj še bolj tudi potrudi, da bi tudi rad pokazal, da je sposoben nekaj dobrega narediti in da je to vredno, ne, da ima smisel. Tako da se mi zdi, da ja, da pač je to kar en prispevek, no.
da Ja. vse malo premakne. No. Ja, prosim. Ja, jaz se vsekakor strinjam s tem. Je recimo tudi veliko več je literature iz nekih majhnih jezikov, če temu tako rečemo. Mi smo začeli, recimo, ko smo začeli prevajati iz estonščine, ni bilo nobenega prevoda iz estonščine še v slovenščini, ne? Oziroma nobenega znanega. Tako da se tudi recimo ravno zaradi evropskih razpisov, ker je obstajala ta možnost, ne, se je potem tudi prevajalka iz finščine, Julija Potrč Šavli, v bistvu postopoma učila estonščine, tako da imamo zdaj prevajalko iz estonščine, kar je super, ker recimo prevajalke iz latviščine nimamo. Ne? Še ne, ja. Še ne, ja. Klemen Plisk, ne mogo. Ja, sem slišala. Ja, super, ja. Ampak potem vidiš, kako v bistvu, kako smo nepovezani. Ne? Mi smo vsi skupaj pravzaprav v neki širši Evropi in bi mogli nekako tudi mogoče v šolskem sistemu se posvetiti nekim literaturam, evropskim literaturam, ne, če hočemo neko svojo evropsko identiteto zgraditi. Potem pa vidiš, da pravzaprav, vemo, kdo je kultni avtor, ne vem, no pa bom spet te baltske države omenila, recimo, ne, ali pa tudi v končni fazi, dober Poljakov nekaj malo več poznamo, Slovakov, Čehov, pa tudi ne vem koliko ne, te literature. Ja. Vse to se je zdaj odprlo, ne, vse to je zdaj tu lahko izbiramo, ne, zaradi tega, ker pač imamo tudi podporo, ne, imamo pač zagotovilo, da lahko pravzaprav s temi knjigami preživimo, ne, kar je super, kar je dejansko to, kar se mi zdi trudi pač Evropska komisija, da se nekako vsi mi med sabo malo bolj spoznavamo, ne, prek literature. Tako da mislim, da je to definitivno se zgodilo, pa še eno pozitivno izkušnjo imamo mi recimo na Poljskem iz projekta ven, iz Cooperationa, prvega in drugega, ko smo pač našo malo knjižnico, ta pač Cooperation projekt začeli, so oni seveda pristopili in potem prevedli, mislim, da takrat najprej 2, pa potem še 3 slovenske knjige. In zgodilo se je to, da je bilo dovolj denarja za promocijo, kar se ti res redko zgodi, ne, da imaš dovolj denarja za promocijo, kar pomeni, da so tudi te slovenske knjige prišle v neko širšo javnost in v bistvu bile opažene tudi strani strokovne javnosti in pa medijev. In potem je ta založba dobila toliko enega pozitivnega odziva v njihovem prostoru, ne, da slovenske literature pa res nihče na Poljskem ne pozna in kako fajn, da imajo zdaj založnika, ki je več to. In bila jim je všeč, kritike so bile zelo spodbudne. Tako da so bili potem oni čist iz sebe, da koliko je pa to fajn, koliko so v bistvu zdaj na naš račun pozornosti dobili v svojem javnem prostoru. Ne. Tako da smo potem v bistvu mimo, mislim, da zdaj skoraj vsako leto izdajo vsaj enega slovenskega avtorja, kar se mi zdi blazen dosežek. To je zdaj pač, projekti so že končani, ampak oni še zmeraj se potrudijo in izdajo, tako mogoče ne glede vsako leto, ampak zagotovo kar nekaj Slovencev so na ta račun izdali. Super, ne, krasno. Matej in Lazar, Motovila in Cet, sta pri prijavi na projekte pomagali res mnogim slovenskim prijaviteljem. Slovenija je zgodba o uspehu seveda tudi po vaši zaslugi. Imate vrsto stikov tako s številnimi v bistvu prijavitelji, kot tudi z izvajalsko agencijo. Pa me zanima, že prej ste nekako začeli v bistvu z neko oceno, tudi numerično, ne? Pa me zdaj zanima v bistvu, kako bi ocenili naše delovanje, tako kvantitativno kot tudi kvalitativno, ne? S presežki, recimo. Dobro, ampak Slovenija nasplošno v ustvarjalni Evropi res, ne vem, mislim, da vedeti morate, da to ni sam program, ki sofinancira države Evropske unije, ampak širši evropski prostor. V prejšnjem 7-letnem obdobju v programu sodelovalo 41 držav, se pravi poleg članic Evropske unije še ves ta prostor na vzhodu, jugovzhodu do Tunizije, recimo, ne. In Slovenija je tako po številu projektov kot po finančno čist sredstvih, ki so jih pridobili slovenski vodje, na visokem 5. oziroma 9. mestu po
znesku podpore in to se pravi takoj za največjimi državami, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko. Tako da je to enostavno neverjetno in Slovenija velja kot fenomen, tako da to je odličen material za kakšnega raziskovalca, ker namreč seveda naš odgovor je zato, ker imamo tako odličen sektor, a ne sektor tudi večkrat reče, da imajo dobro podporo v naši ekipi, ampak mislim, da nisem to tako, da bi res bilo treba raziskati. Žal se bojim, da je tudi ena taka negativna motivacija, ne? Kar mislim, da se zlasti kaže pri tem razpisu za podporo založnikom, za prevajanje leposlovja in to je, da ni ustreznega podpornega mehanizma doma. Ne? To se vidi tudi, da na ta razpis za prevajanje leposlovja se najbolj aktivno prijavljajo prav te države, ki imajo doma malo slabše poskrbljeno za to. Slovenija, Bolgarija, Madžarska, Srbija, Hrvaška, ne, to so najuspešnejše države. S tem, da vseeno bi rekla, da to ni vse, ker recimo zdaj na prvem razpisu tovrstnem v novem 7-letnem obdobju je Slovenija recimo prispevala 7 prijav in kar 5 je bilo uspešnih in mislim, da nobena druga država ni bila tako uspešna. Se pravi, od 7 založb, ki so oddale prijavo, jih je bilo 5 uspešnih, to je neverjetna stopnja uspešnosti. Ne. Tako da in tudi recimo projekti so zelo dobro ocenjeni, to lahko Jana potem še malo več pove, tako da Slovenija je res uspešna. Mogoče tako da bomo znali primerjati, recimo ne vem, po podatkih, ki so bili meni dostopni, recimo Javna agencija za knjigo na letni ravni razpolaga s približno 2,5 milijoni sredstev, od česar gre približno 50%, dober milijon se pravi za prevajanje, za približno 30 založb. In če vemo, da poleg teh sredstev pridobijo slovenski založniki iz Ustvarjalne Evrope vsako leto skoraj 500 milijona evrov, vemo, da je to tudi tako res pomemben znesek. Doslej je v programu sodelovalo 16 različnih slovenskih založb, seveda nekatere kot je Kud Sodobnost večkrat, nekatere manjkrat, ampak res mislim, da saj pri tem razpisu za prevajanje leposlovja so, tako kot je Jana tudi že izpostavila, mislim, da ta razpis je pomemben, če se želi založba, če se ukvarja s prevodno literaturo in se želi razvijati, zato da se pravi vlaga tudi v neke promocijske aktivnosti in seveda prodajo pravic in prisotnostjo na mednarodnih trgih. Super. Ja, se v bistvu, Jana, zdaj smo že večkrat sodobnost omenjali, ampak ne, zato pa v bistvu o tem govorimo, ker je tudi sodobnost tukaj res izredno, mislim, lep zgled za vse nas. Imate res dolgoletne izkušnje z evropskimi projekti, tako prevodnimi kot tudi to, kar si omenila, že pač projekti sodelovanja. Se pravi, ob novih knjigah ste se v bistvu vi veliko usmerjali predvsem v krepitev bralne kulture. Tukaj ste razvili vrsto projektov, NMK ste prepeljali res v mednarodno okolje. Lahko malo to opišeš, kakšna je bila, kako je bilo to, kako je to? Ja, nam se je vedno zdelo, da pač nekako današnje založništvo ne more več samo izdajati knjige. Svet se je toliko spremenil, da pač to preprosto ne gre. In nekako smo skušali pač več segmentov pokriti, od prodaje pravic v tujino do nekako doma dviga bralne kulture, in to nekako smo vse v bistvu s temi evropskimi projekti lahko pokrili. In recimo ravno projekt Naša mala knjižnica, ki je 2-krat dobil podporo pri projektih sodelovanja, ima vse to noter. Recimo, mi smo hkrati v bistvu v Slovenijo pripeljali literaturo iz Poljske, Litve, Latvije, Estonije in Hrvaške. Naši avtorji pa so, ravno v primeru te dvosmernosti, so pa šli vse te države. Se pravi, v tem projektu smo recimo imeli 16 prodaj, 7 različnih v obeh letih, 7 različnih del se je prodalo v 5 različnih jezikov. Po eni strani smo si nekako mislili,
da s temi prodajami skušamo zagotoviti tudi boljše honorarje, pa boljše pogoje domačim avtorjem, ne. Hkrati pa v bistvu slovenskim bralcem prinašamo literaturo, ki jo sicer nikoli ne bi spoznali. Ne. In pa seveda, kaj je povezovalni člen vsega tega, je pa krepitev bralne kulture, ne, ker to je tisto, kar danes res krvavo primanjkuje in projekt se je super prijel, v šolah ga res radi delajo. Mi imamo trenutno okrog več kot 20,000 otrok vsako leto, ki sodeluje, vsako leto jih je še malo več. Mislim, da okrog 250 šol je bilo vključenih zadnje leto, ne. Potem pa lepo je povedati to, da en tak projekt, ki se je v bistvu ustvarjal in krepil in kalil v slovenskih šolskih klopeh, potem takoj nemudoma lahko zaživi tudi v nekem drugem kulturnem okolju in vsi te, ki so sodelovali z nami, so bili blazno navdušeni. Recimo, vem, da v Latviji so vsi, na začetku so vsi rekli, pa ne vemo, kako bo to šlo po šolah, pa vi imate izkušnje, pa ne vemo, ne, če bo to isto pri nas, pa mogoče pri nas ne bo tako. Smo rekli, sej zato pač smo tukaj, da imamo prav, da bomo videli. Ne. In potem vem, da so bili v Latviji popolnoma navdušeni zaradi tega, ker so v bistvu tiste naklade razprodali in so mogli prijavo ustaviti k projektu. Ne. Skratka, Poljaki so tudi prvo leto se potem odločili, da bojo samo na Varšavo z okolico se osredotočili, ker drugače, da jim bo pač, ker je bil toliko zelo uspešno, no, je bilo. No, recimo, meni je najbolj všeč to, da recimo smo se zelo nekako najdli s hrvaško založbo in mi zdaj vsako leto novo edicijo naše male knjižnice skupaj pripravljamo, zberemo skupne knjige in v bistvu ne glede na to, ali imamo neko podporo ali nimamo, ta projekt izvajamo in vsako drugo leto se nam recimo še zmeraj pridružijo Estonci. Ne. To se mi zdi tako blazno uspešno, ne, da te projekti v bistvu, ki so bili ta projekt, ki se tukaj razvijal, da v bistvu živi tudi kar v enih drugih državah, ne, tako se mi zdi super. No. Tako da ja, to je tak fajn feedback, zaradi katerih si rad v založništvu. No. Ja, to je gotovo lepa zgodba, ne, seveda. Ja, pred časom sem govorila z eno od blogerk, ki mi je rekla, recimo, da so evropski projekti dobri tudi zato, ker sicer marsikaterega prevoda v slovenščino ne bi dobili, ne? Ker je pač komercialno manj zanimiv. Kakšna je, Mateja Služnik, vaša izkušnja? Ne? Kako ste vi to doživljali v projektu? Ste tudi zbrali kakšne knjige, ki so komercialno manj zanimive? Ste si mogoče več v tem projektu upali kot sicer? No, to je težko trdim. Ja, jaz pač... No, kaj ste se pa naučili v tem projektu? Nekaj navduš. Aha, no. Pač, pa da mi ne gre iz glave, čeprav seveda nekako racionalno ni vedno pametno, ampak potem je to tisto pravo, kar morajo naši bralci dobiti. Tako je treba skleniti seveda prej pogodbe in vse in bi jih verjetno tako izdali. Te naslove so bili pač izbrani tudi potem za prijavo na projekt. Je pa res, da so pa knjige lažje zadihale, lažje zaživele, ker smo si lahko privoščili pač promocijo, naj bo to, oglas, naj bo to na več sejmih smo bili lahko prisotni, ker sem pač lahko plačala pomoč. Potem v več šolah se je lahko predstavili, ker seveda sem tudi lahko prosila prevajalce in tako naprej, tudi kakšnega snemalca in tako, pač vse, kar pač človek rabi za en kulturni dogodek, da je res kulturni, da ni samo tak družinski praznik, ne. In tako da so dejansko knjige res zaživele, ne. In še zdaj, recimo maja, smo vabljeni spet s prevajalcem Darkom Čudnom po določenih šolah, ker bi pa še ponovili tisto, kar je bilo lani, da nismo več v projektu, samo mislim, da bomo izpolnili te obljube.
pa jih bomo tudi mogoče lažje, ker neka podpora in je bila, nek dober glas je šel okrog tega in tudi bolj z veseljem potem greš, a ne. Tako da na vsak način je izkušnja glede tega dobra, ne. Ne obležijo samo na policiji, ne rečeš, bom pripeljal knjigo, jo bom prevedel, potem pa upajmo, da bo nekdo jo opazil, priporočil še prijatelju, še temu, še onemu, še tretjemu, malo hitreje gre, malo lažje gre, bolj živo gre. Še lažje bi bilo seveda, če bi bil lanski čas malo drugačen, ne, ves v maskah in tako, kot pač vemo, da je bil, ne. Ampak to so pa višje sile. Tako da, ja, izdali bi, ampak promocije praktično ne bi bilo, no, tako, na kratko. No, saj to je tudi, ne, ta zdaj neka nova usmeritev v resnici, da se zelo pač potencira, ne, tudi promocija, ne. Govorili smo tudi v bistvu o promociji slovenskih avtorjev v tujini, ne. Jana, tukaj gledam zdaj bolj tebe, v bistvu vi imate tukaj največ izkušenj. Res ste v bistvu znotraj teh projektov uspeli prodati pravice v številne države. Mateja Lazar je že prej povedala, ne, z ene zelo pomenljive številke so tukaj, ne, tudi v igri. V resnici so te projekti sodelovanja, ne, tudi na tem področju v bistvu ponujajo vrsto možnosti, ne. Dobro, nekaj ste že povedali, ampak bi mogoče še kaj dodali? To, kar se promocije tiče, kar se prodaje avtorskih pravic tiče. Ja, vsekakor je to eno tako lepo izhodišče in avtor, ki je prodan, ravno tako kot je rekla Mateja, pri nas tudi v drugih državah nimajo sredstev za promocijo, ne. In s pomočjo teh financ, ne, tudi oni v bistvu naredijo promocijo, tako da dejansko avtor, ki je prek evropskega projekta prodano neko državo, ima veliko boljše izhodišče mogoče od tistega, ki pač tega nima, kje sem, ne vem, prodan, pa je to, ne, odvisno komu seveda, ne. Ampak tukaj pa ne glede na to, katera založba bo to kupila, tiste, ki sodelujejo v takem projektu, ima sigurno napisan program, ki ga mora izvesti, ker kriteriji so zelo strogi, ne, in tako da ja, to je absolutno zelo dobro za avtorje tudi, ne. No, sami ste tudi v bistvu, verjetno ne samo v okviru projekta, ampak tudi sicer, ne, zelo uspešno prodali tudi v bistvu pravice za Evalda Flisarja. Evald Flisar je gotovo, ne, eden od teh svetovnih slovenskih avtorjev. Kakšna je najnovejša statistika? Ja. No, pri Evaldu je tako, moram povedati, da to ni zdaj samo stvar kot sodobnosti, ne, da on je pač, da to ni stvar 1 ali 10 let, ampak več let, ne, da on je tudi prej živel in delal v Angliji, da je imel prej že 2 agentki, ne, ki sta že nekako trli pot, ne, in pa seveda to, kar itak vsi vemo, ne, pač ko se neka snežna kepa začne valeti, je vedno večja, ne, in več kot prevodov imaš, več jih lahko dobiš, ne, in to dejansko ima trenutno 228 prevodov 41 jezikov. In pa seveda uprizoritve dram, ne, on je, ker je še dramatik, ima tudi drame v bistvu uprizorjene, tako da eno z drugim je res zelo zavidljiva številka. In mogoče se mi zdi, recimo pri njemu to, ali pa nasploh pri prodaji avtorjev na neke tuje trge, se mi zdi dober, kadar uspe, ne, recimo, kadar uspeš v bistvu z enim avtorjem usvojiti trg. Ker sama prodaja na en trg še nič ne pomeni, ne. Ampak da najdeš založnika ali založnike, ki so tega avtorja pravzaprav pripravljeni ves čas izdajati, ne, in to tudi v bistvu na ta način tudi mi dobimo in avtorji in mi kot založniki nek to delo poplačano, zaradi tega, ker potem vsak, ne vem, nov roman je lahko takoj prevedeno v nekaj jezikov, ne, kar je seveda super in to je v bistvu na račun dela, ki si ga že prej opravil, se pravi, da si enega avtorja nekako uveljavil na enem trgu, ne, in recimo pri njemu je v Indiji, ne, zdaj mi pač mogoče smo malo tako zelo
evropsko usmerjeni, ampak to so ogromni trgi. Tudi, če knjiga stane 2 evra ali pa ne vem koliko, so naklade toliko večje, recimo. Tega se nekako ne zavedamo, se nam zdi, da to je nek tretji svet, pa ni tako, pa ta svet se zelo krepi. Recimo naše najboljše ponudbe so prišle ne z Nemčije, ampak z Kitajske. Tako da pač tukaj smo mogoče tudi malo v zaostanku. Recimo on ima v Indiji izdanih 39 proznih del pri 7 založbah in 8 dram je bilo uprizorjenih v največjih indijskih mestih, Kalkuti, Mumbaju, Deliju, pa seveda tudi nagrade na raznih festivalih. Tako da to se mi zdi uspeh, da je en avtor, in te založniki se zdaj kar sami znajo pojaviti, in nam pišejo, recimo, ker ga pač v eni državi indijski poznajo in ga pol prevajajo pač v nek drug indijski jezik, pač iz neke druge države. Tako da to se mi zdi res fenomenalno, da to uspeš narediti. Ampak je pa to seveda tek na dolge proge. Ja, super. No, to je itak se mi zdi en tak primer. Mateja, bi lahko še, koga bi vi predlagali? Ste že prej, uvodoma ste že malo povedali, ne? Koga bi še predlagali? Kdo je od teh slovenskih avtorjev, ki ima tak potencial, recimo, kot ga ima Ewald Flisser? Ja. V teh številkah sem onemela, sicer sem si predstavljala, da so visoke, ampak vemo, da je pač res izjemen avtor. Ampak tako visokih pa spet se ne, seveda. Zelo težko tako ime rečem, ker potem se še malo tudi čustveno odločam, kaj vem, meni ljub in tak, da bi si mi zdel, da bi si zaslužil, tudi tako zaslužil, mislim, glede na tisto humano, univerzalno sporočilo svojih del je zagotovo, če sem mečkam bolj pri odraslih, recimo, kot je tudi avtor Ewald Flisser, rekla, Feri Lajnščak. Zdaj ne poznam pa številk, koliko prevodov ima pa on, ker sem prepričana, da so. Pa saj so še številni, pravzaprav, kaj vem. Barbara, lahko vrnem vprašanje? Pomoč. Ja, jaz v bistvu, ker sem malo v pomoč. Ja, ne, jaz, ker sem gledala v resnici, je zame bilo vedno presenetljivo to, da so avtorji, ki imajo mogoče večji odmev v tujini, da so mogoče za slovenski trg, marsikateri od teh avtorjev je precej presenetljiv. Recimo mogoče avtorji, ki so seveda prisotni na slovenskem trgu, ampak ko pridejo v tujino, funkcionirajo drugače ali pa mogoče boljš, mislim, zdaj, če govorimo o nekih takih terminih, zelo poljudnih. Ne vem, recimo, to se mi je zdelo zelo zanimivo, tudi pri tem je pomembno, koliko se sami avtorji v bistvu angažirajo. Tako da mogoče, recimo, ne vem, avtorji, ki imajo veliko prevodov, recimo, ne sodijo, recimo, med, ne vem, najbolj izpostavljene avtorje v Sloveniji, recimo. Zame je bilo to, jaz bi kar tako, je pa res težko govoriti samo o imenih, No, saj določeni so poznani, mislim, kaj vem, če zdaj pomislim na Miho Macinija, vemo, da si je tudi sam ogromno prizadeval in da je tudi dosegel tudi eno lepo številko prevodov v različnih jezikih. Ampak mislim, da res na lastno iniciativo, da je pač poiskal agente, založnike in seveda pa s dobro literaturo nekaj prepričal. Ne vem, mogoče se bolj gibljem trenutno vsaj v mladinskem tem svetu, vsaj slovenskem, berem vedno vse mogoče. Ampak niti pa ne sledim vsemu temu, kdo točno vse se prevaja, kdo nastopa res zunaj, to pa res priznam, da ne. Se mogoče tako, zdaj v tem približevanju v Frankfurtu, imamo mi neke ideje, kaj bi moglo iti v tujino. To tako ne deluje. Mislim, zelo težko, da bo tako delovalo. Mislim, da predvsem pri nas manjka ta segment agentov.
založbe nimajo toliko denarja, da bi še plačevale v bistvu to agentsko delo. Mi, se pravi, smo imeli srečo tudi zaradi vseh evropskih projektov, ki smo jih imeli, pa tudi zadnja leta nas jak podpira na tem področju. Ker to je ogromno enega dela. Ne? Brez tega dela se ne bo nič zgodilo. Ne? Ti imaš lahko še takšnega kvalitetnega avtorja, še toliko dobro literaturo, pa če agent ne bo preštudiral tiste založbe, ki bi utegnili se zainteresirati, ne? Ker se pravi, specifičen avtor gre k specifični založbi. Ne? In to je delo agenta, da ugotovi, koga komu ponuditi. Ne? In to je res ogromno delo, da se pol na koncu, da pridemo do nekega prevoda. Ne? Tako da mogoče bi Slovenija mogla veliko več vlagati v to, v agente, ne? Ali pa v podporo založbam, ki se s tem ukvarjajo. Ne? Ne vem, mogoče če dodam, da je to res super nek zaključek, to je dejansko tudi neka nova prednostna naloga tega programa za področje knjige pri ustvarjalni Evropi, se pravi okrepiti konkurenčnost založniškega sektorja. Tako da dobro je, da poleg teh prevodov se lahko, tako kot recimo kot Sodobnost počne, ne, založniki prijavijo tudi v neke projekte, kjer mogoče okrepijo ta znanja ali pa imajo možnost zaposliti nekoga, ki bolj pridobi neke te kompetence. Tako da recimo Goga izvaja en projekt Reading Balkans, kjer želi usposobiti agenta recimo za te jezike tega govornega področja, ne, ki je tudi specifičen. Prej sem želela še dodati na temo slovenskih avtorjev, tako da postrežem še z malo številkami, ne, da recimo v preteklem 7-letnem obdobju je bilo prevedenih približno 60 slovenskih avtoric in avtorjev, tako da, ne vem, kar nekaj med njimi je takih, ki so prejeli to nagrado Evropske unije za književnost, recimo Gabriela Babnik, Jasmin B. Frelih, pa tudi Nataša Kramberger. Zdaj mogoče je tlele eden od problemov, da ti avtorji so bili prevajani s točno določenim delom, tem, ki je prejel nagrado, in to, kar je Jana povedala, potem je problem, ker založba ta tuja se ni zanimala za druga dela tega istega avtorja, to so tudi avtorji povedali kot neko slabo stran tega, da se spodbuja prevajanje teh nagrajencev, ampak med njimi recimo tudi Goran Vojnović, Drago Jančar, tako da kar nekaj, ali pa klasiki, Ivan Cankar se je tudi prevajal, Vinko Möderndorfer, Mojca Kumrdej, Dušan Šarotar, Peter Svetina, Madzini, ki je bil že omenjen, tudi Jana Bauer se prevaja in seveda je Flisar in še mnogo drugih, tako da tudi z tega vidika je program pomemben. No? Problem je pa res, ker pač v evropskem prostoru večina prevodnih del je v angleščine, ne? Tako da kako s temi, kako doseči, da se bo prevajalo tudi iz teh manj razširjenih jezikov. No? Mogoče še ena pozitivna novica, recimo, da ta program se je povečal, se pravi proračun programa za prevajanje se je povečal za 100%, recimo, če smo v preteklem, še vedno je to malo za evropske, za to, za število oziroma za obseg založniškega sektorja. Prej je bilo to približno 2 milijona pa pol na letni ravni, zdaj je za en tak razpis na voljo 5 milijonov, se pravi vsako leto 5 milijonov samo za ta segment prevajanja evropskega leposlovja. In rekli ste v bistvu, da Slovenija, če sem prej poslušala, če sem si prav zapomnila, da Slovenija v bistvu uspe počrpati 500 tisoč, ne? Ja, tam nekje odvisno od tega, recimo, zato ker so projekti tudi različno veliki, zdaj je tako sistem tak, da se lahko založba odloči za eno od 3 kategorij, v vsaki tej kategoriji prijavi paket knjig in najmanjši paket ima 5 enot, 5 leposlovnih del, največji pa lahko več kot 21, tako da tudi potem podpore so proporcionalno toliko večje, tako da odvisno, ne, a se recimo te večje založbe se ponavadi prijavijo z močnejšimi projekti, manjše z manjšimi, ampak mogoče bi še to se navezalo na to, kar je bilo prej rečeno, da je ta, ne vem, mogoče tudi za razliko od teh nacionalnih mehanizmov, se mi zdi, da ta program res spodbuja tudi neko eksperimentiranje, tudi to, da ti
poskušaš z nekimi inovativnimi načini doseči neke boljše rezultate in da to ne pomeni, da če ti se pravi predvidiš tudi možnost, da ne boš dosegel vseh ciljev, to ni se pravi kaznovano, da tako rečem, a ne, ti še vedno dobiš to podporo, zato ker je mišljeno, da si testiral nek model, no, in boš vsaj vedel, da ni bil najboljši in se potem odločil za nekega drugega, no. Tako da ta vidik se mi zdi zelo pomemben, no. Ja, ta vidik Super. je definitivno zelo pomemben. Super, ja. Dejansko lahko razvijaš svoje ideje, ne. To je v bistvu nekaj največ, kar lahko v bistvu narediš. Ja, zato ker v resnici vse, kar poskusiš, nekaj pač uspe, seveda, ampak če ne poskusiš, ne veš tudi, kaj ne funkcionira. Ne? Točno tako, ja. Ne? Ja, to sem vas hotela vprašati še, Mateja. Ravno v bistvu to, kar je tudi Jana izpostavila, ne? Se pravi, v bistvu NMK je v bistvu v nekih segmentih v bistvu postala nek trajnosten projekt. Ne? Ta trajnostni vidik je v bistvu zelo pomemben tudi pri NMK-ju. Ne samo v Sloveniji, seveda, ampak tudi v tujini. Pa me zdaj zanima, a obstaja tudi kakšna statistika, ne? Kjer bi recimo tudi vi spremljali, kaj se potem s temi projekti še naprej dogaja. Dobro, rekli smo, da dopuščajo tudi možnost eksperimentiranja, ampak kaj pa takrat, ko se, torej, lahko tudi spremljate tudi to, če potem še naprej po projektih, te projekti v resnici živijo, no, tako. Mislim, pri prevajanju evropskega leposlovja, tako kot sem rekla, večina založb ne izvede zgolj enega projekta, ampak potem se ciklično prijavlja, seveda ne vsako leto, zato ker tudi to so večletni projekti in se pravi, če ti prijaviš nek paket 10-15 del, je to najbrž za neko daljše obdobje, ne? Ampak tudi pri projektih sodelovanja je po eni strani mal problem v smislu, Evropska komisija ne želi podpirati nekih nadaljevanj, ampak vedno neke nove, inovativne ideje, čeprav ravno naša mala knjižnica je dober primer tega, kako se je mogoče pridobiti za neko idejo. Večkrat podporo, sam Jana bo znala povedati, da to ni bil isti projekt, ne, da tudi ta projekt, to je v bistvu kot neka znamka, ne, neka ideja, ampak se je skozi leta spreminjala in rasla in razvijala, ne samo s številčnostjo partnerjev, ne, ampak tudi sicer, je pa sicer jaz mislim, da vse teme, oziroma vsa področja, ki prispevajo k promociji branja, k temu, kot sem prej omenila, rasti kompetenc sektorja, tudi v smislu recimo agentov ali pa drugih poklicev, ki pomagajo izboljšati razmere, no, na tem področju, so dobro ocenjeni, no. Se pravi, to so res neke, ali pa recimo zdaj tudi digitalna knjiga, drugi načini, da res, mislim, to tudi spet, ko Jana izpostavlja, da je problem upadanja bralne kulture, ne, to je velik izziv na evropski ravni, tako da mislim, da se večina projektov, ki so podprtih na tak ali drugačen način, ukvarja tudi s tem. No. Je pa kot vedno pri, mogoče to, no, za bazo bi vedno mogla poskrbeti država sama, ne? Država članica mora poskrbeti za osnovne pogoje, da posamezen sektor funkcionira, pa se normalno razvija, ne? Podpora na evropski ravni je vedno še neka dodatna spodbuda, ne? Zato da se lahko mogoče en posamezen segment okrepi, ne? Tako da tudi, ne vem, založniki, ki se ne ukvarjajo s prevodno literaturo ali pa jih ne zanima mednarodno sodelovanje, ne, sploh nimajo možnosti, da pridejo do te podpore, ne, pa še vedno obstaja doma potreba, da obstajajo tudi tovrstni programi, ne, tako da to mogoče bi želela poudariti, ker včasih se menja, ne vem, kaj bi moral kdo podpirati, ne, to ni, ne smemo gledati tako, da ta sredstva dobimo doma in potem se prištejo še evropska sredstva. Namen, zakaj financira država doma in zakaj financira Evropska unija, ni isti, ne? Ja.
počasi mislim, da smo izčrpali vprašanja, ki sem jih pač zastavila. Bi pa vseeno mogoče na koncu ali pa za konec tvegale skušali napovedati, kakšna bi bila slovenska književna krajina brez mednarodnega sodelovanja in seveda tudi brez evropskih projektov. Mogoče kar Mateja z vami začnemo. Ne vem, jaz si definitivno bi bilo manj avtorjev prevedenih v tuje jezike, pa tudi manj slovenskih založb, ki bi si drznile, malo pogledati čez meje, tako na tak suveren način, no, ali pa malo bolj hraber način. Žal mi je, tako kot je gospa Mateja prej povedala, da je pa včasih glavni motivator ta razlog, da doma ni poskrbljeno za neke osnovne pogoje. No. Se pravi, da želela bi si, da bi več tega bilo zaradi nekih idej, ne pa zaradi skrbi, kako preživeti do naslednje edicije, do naslednjega leta. No. Sej vem, tudi zdaj je veliko te inovativnosti, ampak še vedno je tudi ta skrb, bo to zagotovilo tudi neko preživetje. No. In se mi zdi zdaj ta čas covida, ko smo res tako globalno povezani, digitalni, mislim, v teh časih je to mogoče še ena večja skrb, čeprav hkrati tudi priložnost. No. Hvala. Ja, zagotovo bi bil naš bralec prikrajšan za raznolikost prevodov iz res različnih jezikov. Zagotovo bi bilo manjših in mogoče tudi srednjih, manjših založnikov, ki so se potem mogoče nekako razvili do srednjih, ker ne bi bilo te podpore. Tako da, kaj potem v bistvu založnikov ostane? Zgolj ostanemo samo v bistvu trg, ne? Če nimaš potem doma neke podpore in nimaš druge podpore, potem si vezan na trg. In kaj to pomeni? To pomeni, da počneš to, kar veliko, recimo, evropskih založnikov počne. Iščeš uspešnice in potem si vezan na angleško-ameriški trg, pa mogoče večji nemški, pa še francoski, pa če mogoče še španski, pol je pa konc, ne španski, okej. Potem pa se konča, ne. Se pravi, da mi bi bili v bistvu zelo osiromašeni za vpogled v, recimo, identiteto nekih drugih manjših narodov. Jaz se lahko samo strinjam in ne vem, no, nam vsem pač so sigurno, mislim, konec koncev založbo Malin sem spoznala španske avtorje, ki sicer ne bi z vami mnoge te iz vzhodnih, ali kaj naj temu rečem, no, ne rada se pravim zelo tako predalčkam, ampak s tonske literaturi recimo nisem imela prav nobenega pojma, recimo. Zdaj imaš neko pogled, ne. Potem tudi take ideje so mi zanimive, naša mala knjižnica, bralni v akciji in še kaj, ne. Recimo tudi to navdušenje otrok, kako lepo to sprejemajo, kako videti, da pravzaprav bralci so, ne. Pravzaprav mi imamo ogromno bralcev, saj ni res, da jih nimamo. Ampak s takimi idejami in vsemi temi stvarmi jih tudi opazimo. Potem bralci so bolj pozorni, mogoče ne samo, da pograbiš knjigo in jo hlastno prebereš, ampak to jim ponuja tudi vpogled v avtorja, v prevajalca, kako je delo nastalo, kdo je ilustriral, zakaj taka naslovnica, ne? Ker se to spremlja zelo veliko ali vprašanj, ali kakšnih igric, ali česarkoli, tako da od malega pravzaprav navajamo, do seveda odraslega, smo tudi znamo biti zelo površni, da pogledamo še kaj. In tako res pogledamo zelo čez planke, no. Ne samo nek roman ali slikanico ali karkoli, dramo, ampak v neko kulturo se malo zamislimo nad
kar vse ljudi veže, pa nas tudi ločuje. No. Lepe priložnosti so, no, za vse nas. No. Mislim, da nas vse bogatijo. Tako bi zaključila jaz. Hvala vsem za vaše misli. Hvala za vse, kar ste pač povedali. Vsem nam želim, da smo še naprej tako uspešni in da pogumno stopamo naprej, da se razvijamo in da rastemo. Hvala. Hvala lepa.